Učenci osnovne šole Ledina se vsako leto večkrat aktivirajo in zbirajo star papir. Še posebej so aktivni ekopredstavniki, ki tehtajo in beležijo, koliko papirja je vsak razred zbral. Zasluženim denarjem si namreč vsak razred privošči kakšen priboljšek, zadnja akcija pa je bila dobrodelna. Denar, ki smo ga dobili pri tej akciji, bomo porabili za pevske stopničke. Zbrali smo približno 14 ton, pa kar v redu smo se imeli. Tudi sicer jim te akcije veliko pomenijo. Ker si pač ponosen, da ti starši ne plačajo, da se potrudiš, kot da sam narediš nekaj za svoj denar. Letos pa je ekopredstavnike presenetila neprijetna novica, da naj bi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z novo uredbo prepovedalo takšne akcije zbiranja papirja. Zato sta se Jan in Eva odločila, da bosta govorico preverila kar tam. Ali je res, da ne bomo mogli več prodajati papirja podjetjem? Ne, zdaj smo pripravili tak predpis, to je pač napisano, kaj se v državi lahko počne in kaj ne, da smo pustili, da bodo šole še vedno lahko zbirale papir in ga tudi prodajale podjetjem, ki ga odkupujejo. Potem pa, ali bomo ta papir prodali le določenim podjetjem ali vsem podjetjem. Res je bilo najprej pripravljeno tako, da bi lahko samo tistim komunalnim podjetjem, ki so v vaši občini, ne? Ampak zdaj bo tako narejen, da lahko komorkoli prodajate ta odpadni papir. Ker če se vi potrudite pa zberete odpadni papir, je prav, da za to čim več tudi dobite. Ne? Jan in Eva sta s odgovorom zadovoljna, saj bodo z vrstniki lahko še naprej zbirali in prodajali odpaden papir, ter hkrati brez pomoči staršev napolnili razredno blagajno.